Ves dan vso noč, angeli bijo nad menoj Gospod. Ves dan vso noč, angeli bavite me. Še enkrat. Ves dan vso noč, angeli bijo nad menoj Gospod. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Molimo skupaj. Nebeški Oče, vera, ki si nam je dal v svojem Sinu Jezusu Kristusu, našem bratu in danem ljubezni, ki ga je Sveti Duh izlil v naša srca, naj nas prebujeta blagoslovljeno upanje v prihod Tvojega kraljestva. Naj nas Tvoja milost preobrazi, da bomo nadivo gojili seme Evangelija, ki bo prekvasilo človeštvo in ves svet, ko zaupno pričakujemo novo nebo in novo zemljo, v katerem bodo premagane sile zla in se bo za vse leta zgodila Tvoja slava. Naj milost jubileja v nas romali upanja, oživlja hrepenenje po nebeških dobrinah in na ves svet izliva veselje in mir našega Rešenika. Tebi blagoslovljeni in večni Bog, Bogi hvala in slava na veliko vekov. Amen. Ko je Jakob ostal sam, se je neki mož bojeval z njim. Tvoje ime ne bo več Jakob, temveč Izrael, kajti bojeval si se z Bogom in z ljudmi in si zmagal. Kako doživljaš Jakobovo bojevanje? Si se vedno pripravljena soočati s konflikti? Spoštovana sestra Antoneta, drage predstojnice in predstojniki, ki ste se zbrali na posvetovanju in seminarju na temo reševanja in soočanja konfliktov v skupnosti. Lepo vas vse pozdravljam. Tema reševanja konfliktov je zelo aktualna in do teh situacij prihaja v vsaki skupnosti, kjer smo ljudje, prihaja tudi lahko do različnih napetosti in jih je potrebno tudi ustrezno reševati. Za uvod ste zbrali zelo pomenljivo zgodbo očaka Jakoba, ki se je boril z Bogom, in ta prizor je podoba pravzaprav duhovnega boja in tudi kako učinkovita je lahko molitev oziroma da se tudi povežemo z Bogom, da smo v odnosu z njim. Seveda, konflikti se ne rešujejo samo z Bogijo, ampak so nam kristjanom v veliko pomoč, predvsem, da nam Gospod daje Božjega duha, Svetega duha in modrosti, da bi vedeli, kako naj pristopimo k reševanju posamezne problematike. Vzroki za to, da prihaja do konfliktnih situacij, so različni. Naprimer, različna možnost razumevanja in spoznanja, potem so lahko kakšne psihološke ovire, predsodki, različna pričakovanja. Konflikte doživljamo zaradi tega, ker imamo različne potrebe, želje, čustva, interese in ravnanja. Konflikt pa nastane vselej, kadar so naše želje, potrebe in mnenja v odnosu do drugih niso enaka oziroma niso skladna. Kako te konflikte rešujemo? So različni pristopi, niso vsi uspešni. Tekmovalnost, kdo bo spodrinil koga, kdo bo močnejši, potem ugibanje
reševanje konflikta, potem so kompromisi, potem sodelovanje, prilagajanje ali da se umikamo, s čimer pač konflikta ne moremo rešiti. V odnosih pa, kjer sodelujemo, rešujemo konflikte tako, da se pogovorimo, o čem je pravzaprav sploh težava, da definiramo problem, da iščemo rešitev, da to rešitev tudi skupaj vrednotimo, da se poslušamo, da se odločimo o izbiri in da potem tudi te odločitve preverjamo, ali so za nas resnično dobre. Na vašem seminarju vam želim veliko poslušanja, medsebojnega dialoga, strpnosti, predvsem pa, da bi bili odprti Božjemu duhu, ki vam bo dal spoznanja in utrinkov, kako iti po poti naprej, kako živeti v naših medsebojnih odnosih, ki so lepi in bodo tudi nas obogatili, če bomo živeli polno in zavedanjem, da je Gospod z nami in nam bo dal tudi vsega, kar potrebujemo za izpolnitev našega poslanstva. Naj vas spremlja vse Božji blagoslov, in Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Komisiji, ki je pripravila to srečanje, hvala sestri Hermini pa sestri Mirjam, ki vodita vajeti korusa, tako da gremo naprej. No, prav prejšnji teden sem bil v stiku z gospod Špelo Tušek, nekateri jo poznate, ima terapeutka in ima svoj tak slogan na spletni strani: bolj ko smo povezani, bolj rastemo, ne? A ni lepo slišati to? Bolj ko smo povezani, bolj rastemo. In jaz mislim, da je v interesu nas vseh, da rastemo tako duhovno kot v modrosti. In seveda, zato je pa treba, da smo povezani med sabo, ne? Ni vedno lahko, tudi v naših skupnostih, ne? Tako res, vam želim 2 lepa dneva in bodimo romarji upanja, kot pravi papež. A ni lepo geslo? Romarji upanja. Dajmo upanje dati cerkvi, dajmo dati upanje naši družbi, dajmo dati upanje našim skupnostim. Hvala. Se pravi, kot ste dobili vabilo, je naslov našega tega dvodnevnega srečanja, tega seminarja, je človek, ki se je bojeval z Bogom in ljudmi in z zmagom. Naša gostja, sestra Mirja Pečer, ki nam bo malo spregovorila o duhovni podlagi za soočanje s konflikti. Dobrodošlica med nami. Ja, in veliko izkušenj imate kot svetovalka, ne, pri vrhovnem vodstvu vaše skupnosti in tako, da ste se srečevali po vsem svetu z različnimi situacijami. Običajno je tako, da v vodstvenih službah se vedno rešuje probleme, največkrat, ne, pridejo na mizo in Jubilejno leto nas vabi, da postanemo romarji upanja, da ne se podamo na pot upanja. In smo danes zato tukaj, ne, ker želimo to biti. Naše srečanje na temo srečanje s konflikti, soočanje s konflikti v skupnosti nosi pečat upanja, saj nam daje priložnost, da se poglobimo v realnost življenja in se še bolj zavemo, kako smo ravno sredi stisk in težav pridruženi Kristusu. In sicer Kristusu v njegovi velikonočni skrivnosti. In kako dragocene so lahko za nas celo konfliktne situacije, ki se z njimi soočamo kot skupnost. Je naša skupnost, vsaka skupnost je poklicana, da z Božjo močjo pričuje in oznanje Jezusa Kristusa in njegov evangelij. Bilo je težko, res težko. Lahko pa rečem, da sem sedaj razorožen. Ničesar in nikogar se ne bojim. Ljubezen je oddaljila vse strahove. Odložil sem željo, da bi imel prav, da bi samega sebe opravičeval in da bi drugim jemal ugled. Ne zapiram se več v svoj grad in se ne ponašam s svojim bogastvom. Sprejemam in delim, svojih idej in svojih načrtov se ne oklepam. Če mi predstavijo boljše ali vsaj dovolj dobre predloge, jih sprejmem brez težav. Prenehal sem nasprotovati. Kar je dobro, kar je resnično, kar je stvarno, je zame vedno najboljše. Zato se več ne bojim. Ko človek nima več ničesar, se tudi ničesar več ne boji. Ko človek odloži orožje, ko si preneha nekaj lastiti, ko se odpre Bogu, ki je postal človek in ki dela vse novo,
Takrat Bog sam izbriše negativno preteklost in nam odpre pogled v nov čas, v katerem je mogoče vse. 19 let sem se dan za dnem skrbno preverjal glede svojega sklepa, da ne bom z nikomer grdo ravnal. To posebno preverjanje je bilo za svetega Ignacija Loyolskega, vemo, zelo pogosta praksa, ki je prinesla resnične duhovne sadove. In je tudi kot odmevna sveta, ki ga je dal že Kemčan, ko je rekel, če vsako leto resno napadeš eno od svojih napak, boš prišel do svetosti. Še več, težave so lahko znamenje zdravega, živega in dinamičnega organizma. Vsi, ki ste žejni, vsi utrujeni, pridite k vodi, potopite srce, mi bolečina in žalost. Se izmeneta valovih neskončnih, Božjega usmiljenja, kličem, pridi Jezus Bog. Pridi Jezus Bog. Pridi Jezus Bog. Jezus Bog, pridi k nam, pridi k nam. Samo vi. Uvaj, uvaj, veruj, ljubi, ljubi, Se strinjam s tem, kar je bilo rečeno, da nekaterih konfliktov se ne da razrešiti, oziroma ali pa vsaj še ne, ali pa ne. Čeprav da se jih pa obvladati. Verbalno vas povabam sodelovanju z vprašanji, z drugačnimi mnenji, tudi z odgovori na vprašanja, ki bom jaz postavil, upam, da boste vsaj kršni se pripravljeni sodelovati, se pa to reči dovolj pogumni, ampak ne gre za to, nič hudega. Obljubam, da se, vsaj z moje strani, nobeno nič hudega ne bo zgodilo. Mogoče še par besed o tem, zakaj sem se sploh s tem področjem začel ukvarjati. In sicer zato, ker pred leti, tukaj se eni tudi od skavtov poznamo, pred leti sem bil v skavtih, tudi skavtski voditelj, tudi sem sodeloval pri raznih projektih. In je prišlo do konfliktov. In meni je bilo nič jasno, kako vsi hočemo dobro, vsi se trudimo za iste cilje, za isto smer, pa pride do konfliktov. Kako je to možno? In takrat, prav zaradi tega, sem se začel s tem področjem ukvarjati in sem pol na eni od tabornih šol, ki sem bil, pa so na začetku vprašali, kakšna so vaše pričakovanja. Zdaj, ne vem, ali smo napisali, ali smo povedali, mislim, da smo napisali na list, ki sem napisal smernice ali pa napotki za uspešno razreševanje konfliktov. Tako da sem začel še naprej iskati, sem rekel, da to treba kaj naprej narediti. Procesu iskanja, znanj in veščin, koristnih stvari za obvladovanje oziroma razreševanje konfliktov, sem pač tudi uspel napisati nekaj knjig z tega področja. Če bi bila manjša skupina, bi bilo to lažje sprocesirati, ampak vsem vas povabim, da poveste, kaj pričakujete
od te delavnice oziroma tega pogovora? Tiha agresija. Okay. Tiha agresija? Kako pa to zgleda? Sestra, danes zjutraj si nekoliko preveč zaprla vrata. Mene bi zanimal kakšen tak feedback, koliko mesta dati konfliktu, ne? Koliko mesta dati konfliktu, koliko pozornosti, ne? Se vem, da je to odvisno od mnogih stvari in mora biti konkretni primer, ampak meni je to vedno izziv. Anatomija konflikta. Odslačeni, ali tega ste. Vas povabim, da naredimo, oziroma povabim eni miselni vaji. In sicer vas bom povabil, da se v mislih prikličete dve različne situacije. Ne bo treba povedati, kakšne situacije so to, ampak vas bom pa pač par stvari vprašal glede tega. Ne? Jaz to se trudim tudi sam uporabljati, da ne delam tistega, kar se mi zdi slabo. Tu, če jaz dobim, karkoli, noben ni popoln, ampak trudim se in kadar mi uspe, oziroma pač se mi zdi fajn, meni ni nič manj, če ne vrnem zlagati, celo nasprotno. Meni je boljš. Pogosto rečem, konflikti so priložnost za rast, kar je tudi, ampak konflikti so sporočilo. Vse to povezano, sporočilo, ta vzrasteno sporočilo, česar ne vemo, torej, to lahko tudi rečemo, v konfliktu se pogovarjamo o stvareh, ki jih ne vemo. Takrat, ko se pogovarjamo o stvareh, ki jih že vemo, takrat ni konflikta, recimo.